Vam je všeč ta energija? Danes smo tukaj, da se pogovarjamo o teh spremembah, ne jutri, ampak danes. Ok, dajmo se pogovarjati. Rekli smo, da se ukvarjamo z vodji in gospa Irena je lepo rekla, vodje so tisti, ki so nosilci sprememb in sedaj se bomo z vodji tudi pogovarjali na voditeljskem posvetu in se pogovarjamo o tem, kako vodje lahko spodbujate digitalno transformacijo. Zdaj pa na oder še enkrat vabim tako gospo Ireno, gospoda Aleša, pa zraven še gospoda Zorana Stančiča, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospoda Igora Zorka, podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije, vodje Slovenske digitalne koalicije, direktorja podjetja ZZI, ki mislim, da ga še ni. Je? Aha, evo za mojim hrbtom, izvolite kar na oder. So mi rekli, da ste zelo velik človek, jaz pa gledam, kje je velik človek, evo me, evo vas. In pa gospod Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Menedžer, izvršni direktor Danfoss Strate. En velik aplavz za naše sogovornike. Mikrofone si boste mečkam podajali. Eno navodilo za vse nas. Kot veste, digitalna transformacija pomeni optimizacijo procesov, optimizacijo komunikacije in vas prosim za zelo učinkovite, jasne odgovore za naše zahtevno občinstvo. Ste kot neki taki podatkovni centri, big data, veliko znanja imate in vas povabim, da smo kot ena taka umetna inteligenca, da znamo dobre odgovore dati našemu občinstvu. Velja? Ste za? Super. Ok. Pa gremo k prvemu vprašanju. Gremo naprej na tak meta nivo. Kateri so cilji razvojnih politik Slovenije in Evropske unije pri digitalni preobrazbi in koliko te cilji upoštevajo potrebe podjetij in zaposlenih? Mogoče gospod Cantarutti najprej, se bavim, če gledamo ta slovenski nivo. Halo? Halo. Deluje, hvala. Zanimivo in pravzaprav eno izmed ključnih vprašanj, ki si ga moramo seveda tudi danes tukaj večkrat po mojem zastaviti. Imamo en kup dokumentov, tudi v Sloveniji, nekaj jih je na nivoju Evropske unije, najbrž celo preveč. Pomembno pa je, da vsaj kar se tiče recimo teh razvojnih politik, da smo si pri ciljih enotni. In seveda nekateri izmed ciljev lahko jih tudi navedem, kot so povečanje konkurenčnosti slovenske IKT industrije, digitalizacija podjetništva, industrija, spet torej tako imenovana industrija 4.0, razvoj interneta stvari, pametnih mest, pametnih domov, vse, kar pravzaprav smo si zapisali tudi v cilju ene stvari, ki pa bi jo, ali pa strategije, ki pa bi jo vendarle izpostavil, in sicer strategija pametne specializacije. Večkrat slišimo očitek na ministrstvu ali pa drugje v javni upravi, da nimamo pravzaprav, da ne vemo, kam želimo, tudi ko govorimo o razvoju gospodarstva. Odgovarjam, da pravzaprav zelo dobro vemo, da je to strategija pametne specializacije, ki je jasno definirala 9 področij, ki so vsa povezana tako z pametnimi stvarmi, tako z umetno inteligenco, če želite. IKT, torej informacijsko-komunikacijske tehnologije so tako ali tako horizontalno povezujejo vseh teh 9 področij. Torej, če me vprašate, kaj so cilji, potem so to cilji, ki so zapisani in izhajajo, po mojem mnenju, iz strategije pametne specializacije. In ena ključnih zadev, to, kar smo danes že slišali in kar je pravzaprav namen tudi našega druženja, zdaj ta 2 dni, so kompetence. Kaj potrebujemo za to, da bomo te cilje dosegli? Super, hvala lepa. Gospa Irena, kako smo dopolnili za kompetence razvojne politike? Ja, no, v tem delu je sklad tisti, ki v bistvu te strategije na nivoju države tudi implementira preko različnih projektov v podjetja v Sloveniji. Sicer, bom rekla tako, govorimo o razpisih, ampak recimo kompetenčni centri so razpisi, ki potekajo že več kot 6 let, tako da imamo diseminacijo kompetenčnih centrov zelo dobro. In ko govorimo o pametni specializaciji, dejstvo je, da jo pametno specializacijo poskušamo implementirati. S tem, da moramo se pa tudi osredotočiti na digitalne kompetence 21. stoletja. Imamo tudi raziskave na področju OECD-ja. In bom tudi rekla, da recimo pri starejših, govorimo od starejših od 45 let, je trenutno po diagnostiki OECD-ja smo kar slabi. Tako da tudi v tem delu pri krepitvi digitalnih
kompetenc pri zaposlenih osebah je potrebno delati. In sklad dela na tem delu preko svojih projektov in probamo vse te razvojne strategije tudi na ta način implementirati. In verjamem, da jih bomo tudi vnaprej. Super. Če še dvigamo en nivo, gospod Stančič, vizija Evropske unije, Evropske komisije za digitalizacijo. Glejte, jaz bi ustrajal na tem, da gledamo vse to, kar delamo, pravzaprav iz te širše perspektive. In sicer Evropa kot najbolj razvit del sveta, z najbolj razvitim gospodarstvom in tudi najvišjimi standardi glede kakovosti življenja, tako okolja kot tudi vključenosti. Tako da, če želimo vzdrževati ta standard, potem to lahko dosežemo zgolj z napredkom na tem področju. Seveda so tukaj izzivi, jasni izzivi glede tega na digitalnem, recimo, veste, da na določen način je digitalno povsod, hkrati pa pravzaprav cela vrsta platform, recimo, ki krojijo naš vsakdan, so postavljene pravzaprav izven Evropske unije. In vprašanje, ko ga imamo, je to, kako lahko z določenimi aktivnostmi na evropski ravni zagotavljamo te širše cilje, ki jih imamo kot celotna družba. Nujni element tega so seveda digitalne kompetence, tako na ravni posameznika v vseh segmentih družbe, od otrok do starejših, in tudi pravzaprav, kako te kompetence zagotoviti v podjetjih. Ampak jaz mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo te širše slike, da bomo uspeli zadržati svoje ambicije glede kakovosti življenja, glede bruto domačega proizvoda, zgolj, če bomo pravzaprav imeli vse te elemente, ki bomo danes bolj natančno pogovarjali, tudi zagotovljene. Super. Dajmo se fokusirati malo na gospodarski sektor. Kako je z uvajanjem digitalne transformacije v podjetje, gospodarstvo? Kje so glavni izzivi in kako je gospodarstvo naslavlja? Gospod Zalaznik, gospod Zorko. Ja, dober dan vsem skupaj. Zdaj, jaz mislim, da ena stvar je seveda vsem jasna, da verjetno ne bo niti ene industrije ali pa ni niti ene industrije in niti enega dela, bom rekel, družbenega sektorja, ki se jih digitalizacija še ni ali pa se jih bo dotaknila. In če se jaz omejim na industrijo, jaz nekako gledam to digitalno preobrazbo v 3 delih. Zdaj, prvi del je digitalna interakcija s kupci. Kako kupcem omogoča, da na čim lažji način komunicira z nami, kako pride do najboljših rešitev, kako pravzaprav izbere izdelke, konfigurira izdelke in tako naprej. Potem drugi del, se mi zdi, je ta razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev in pa seveda potem sama digitalizacija proizvodnje. Zdaj izzivi, ki jih ta digitalizacija v gospodarstvo prinaša, so kar veliki. Po eni strani zahtevajo, bom rekel, popolnoma drugačen način razmišljanja, po drugi strani zahtevajo tudi precej visoka sredstva in pa seveda drugačne kompetence in znanje ljudi, ki jih imamo v službah. In vse skupaj je pa treba na nek način zapakirati še, odnosno uporabiti ali pa izrabiti na način, da iz tega naredimo neke vrste, da iz tega naredimo profit, odnosno več denarja kot prej. In izzivi, ki jih imamo zdaj, so seveda taki. Digitalni izdelki se razvijajo dalj časa kot prej, potem marsikatero funkcijo, ki jo v izdelek dodamo, kupci v principu niso niti pripravljeni plačati, radi bi jo pa imeli, in pridemo v tako pozicijo, da je v bistvu dobičkonosnost zdajšnjih izdelkov ali pa recimo takih sodobnejših izdelkov lahko tudi manjša od prejšnjih, bom rekel, ne digitalnih. Ampak tako lahko rečemo, mislim, iz tega vidimo, da smo v veliki transformacijski fazi, ker mislim, da
da se vsi skupaj se učimo in iščemo rešitve, ki bodo zanimive za trg in ki bodo prinesle kupcem bistveno več kot zdajšnji izdelki. Super, hvala. Gospod Zorko, zelo digitalni ste prišli pripravljeni, vidim na oder. Pa ne dela zmeri tako, kot bi mogli. Vemo, ja. Ja, jaz mogoče bi dopolnil tole. Zelo pomembno je, da smo v zadnjih recimo 30 letih so in podjetja in ljudje ogromno vložili v digitalizacijo ali pa bomo rekel temu elektronizacijo, kar pomeni, da smo tovarne, ali pa podjetja smo elektronizirali. Mi smo imeli že leta 2001 smo imeli zakon o tem, ko smo izenačili elektronsko in papirno poslovanje, tako da smo eni prvi držav na svetu, ki smo pravzaprav se mogli prilagoditi tako zakonodaji kot recimo, ne vem, nemškemu trgu ali pa nemškim podjetjem, ki so od nas zahtevala že čim večjo avtomatizacijo in avtomatizacije nismo mogli doseči drugače kot za elektronizacijo. Tako da pri nas v podjetjih je zelo veliko, znotraj podjetja zelo veliko pravzaprav že sistemov in procesov, tudi v majhnih podjetjih digitaliziranih ali elektroniziranih, če bom rekel drugače. Kaj se nam pa zdaj pojavlja? Pravzaprav celoten ekosistem, v katerem živimo, to, kar ste vi tudi mene opozorili, je rato elektronski ali pa digitalen. Kar pomeni, uporabljamo stvari, ki niso več papirne v vsakdanjem življenju, odreagiramo pravzaprav na spremembo javnega mnenja ali pa podatkov v okolju ali pa informacijo artiklov v sekundah, v minutah, širijo se pravzaprav neke neresnične informacije takoj, kar pomeni, če nimamo kompetenc, če tega ne znamo uporabljati, se nam pravzaprav lahko podre svet. In razlika je v tem, da zdaj ni več samo pomembno, kako sebe digitaliziramo, ampak je pomembno pravzaprav, tako kot je bilo že zdaj omenjeno, moj predhodnik, digitalizirati se moramo na način, da stranke naše razumejo naše storitve, da jih znamo mi do teh strank spraviti in pa po drugi strani, da so vsi partnerji okrog nas enako usposobljeni in uporabljajo pravzaprav rešitve in standarde na enak način kot mi. Digitalizacija samo po sebi nič ne pomeni takrat, kadar jo uporabimo na prav način in da znamo z njo reševati probleme. Če bomo te probleme znali reševati v podjetjih, če bomo znali reševati proti dobaviteljem, proti kupcem, proti državi, proti pravzaprav okoljem, v katerih živimo in informacije obvladovati, to se pravi velike podatke na pravi način, si bomo z njimi znali pomagati. Kako pa do tega priti? Vsi vemo, da moramo to narediti, pa po mojem ben ne ve. To se pravi točno, kje bo cilj, kje bo presek pravzaprav tega cilja, po mojem ne vemo še noben. Tako da se moramo na to pripraviti. Super, hvala za realno iskrenost. Gospod Kantaruti, ste imeli dopolnilo? Ja. Samo še en, ker bi se vrnil nazaj na ta makro pogled, še en moj morda kratek razmislek glede vloge tudi Evropske unije na tem področju. Nedvomno je to izjemno pomembno za Slovenijo, da smo del tega evropskega prostora in tako kot je bilo rečeno, Evropa mora še tesneje tukaj sodelovati nasproti ostalim globalnim centrom. Prav je pa tudi kakšen pravzaprav malce zaskrbljujoč moment, ki sem ga doživel kakšnih 14 dni nazaj na Svetu za konkurenčnost, ko je bilo govora o novi industrijski strategiji Evropske unije, ko se je pravzaprav iz razprave pokazalo, da v vseh državah pravzaprav pripravljajo neko svojo strategijo umetne inteligence. Ta pot se mi ne zdi, da je najboljša. Torej, pričakujem tudi od Evropske komisije, da bo hitro predstavila vsaj osnutek nove industrijske strategije, ki bo seveda v tem ni nobenega dvoma vključevala tako pametne zadeve, umetno inteligenco, internet stvari in tako naprej. Na članicah pa je, da prispevamo svojimi ideji, svojimi pogledi, da bo ta strategija čim bolj realna, da bo vse obsegajoča, torej da bo vključevala tudi države, ki smo morda v tem trenutku ne bom rekel na robu, ampak morda malce bolj kot recimo dobavitelji velikim ekonomijam. V tem kontekstu imamo v mislih seveda Češka, Slovaška, Poljska, tudi Madžarska, Slovenija. Tukaj vendarle si moramo priznati, da malce zaostajamo tudi v tej digitalni transformaciji. Evo, samo sekundo. Kar vroča tema. Občinstvo se lahko vključite, če dejansko analogno dvignete roko ali pa na istem naslovu na mobilcih imate zdaj en obrazec za komentarje in vprašanja. Lahko zapišete, jih bo Aleš po mečkem pogledu in le damo tudi kaj gor. Se pravi, če boste napisali na isti naslov vprašanja, se bo gor pojavilo. Samo tu, da veste. Ok? Gospod Zorko, ste hoteli? Ja, jaz bi samo še eno stvar dopolnil. Ja. Ok, Evropska komisija v redu, države, ampak jaz mislim, da je treba pravzaprav spodbujati tudi temu, da se firme bolj povezujejo, da se jih sliši, tudi mala podjetja,
velika podjetja so odvisna od dobaviteljev, od partnerjev, od razvoja in tako naprej, ali pa obratno, mala podjetja so odvisna od velikih. In jaz mislim, da to, da smo v preteklosti pravzaprav razbijali neke vrste sodelovanja, kot so zbornice in podobno, jaz mislim, da moramo nazaj priti, zato ker se moramo o teh stvarih pogovarjati. Skupne teme ne more se pravzaprav država pogovarjati s 100.000 podjetij, lahko se pa pogovarja pravzaprav z nekimi centri. In se mi zdi, da to nazaj povezovanje, ki je v zadnjih časih prisotno in spodbuja v tem smislu, ali so kompetenčne centre ali pa kaj drugega, je nujno, brez tega ne moramo. Lahko, gospa Irena? Evo. Jaz pa mislim, da zdaj smo prišli, mislim, saj v tem prvem krogu do tega, ne, da smo prišli do znanja. To je moje drugo vprašanje, ja. Če ne bomo znali, če uporabniki naših tehnologij ne bojo znali teh zadev uporabljati, kaj smo naredili? Nič. Ne? Se pravi, to ne govorimo samo o tem, da spreminjamo način delovanja podjetij, ampak spreminjamo mindset razmišljanja države. Ne? In če v tem delu ne bomo delali skupaj, bomo imeli vsi kar velike probleme. Pa ne sami, po moje, tudi v komunikaciji z Evropo in v smislu, tako kot ste prej rekel, ko govorimo o Evropski uniji, bi mogli v bistvu govoriti o tem ne v smislu omejevanja, ampak v smislu govorjenja istega jezika. Ne, se pravi, kaj pomeni umetna inteligenca, v katerem delu jo regulirati, zato da bo bila za vse enaka in v končni fazi, da skupni jezik vzpostavimo. Se pravi, da se vsi pogovarjamo o isti stvari in da vsi isto stvar enako razumemo. Ampak zato je pa ponavadi potrebno zelo veliko dela. Evo, eno spolsko vprašanje za vse, odgovarjate po želji. Pogovarjali smo se o pomenu kompetenc, o pomenu znanja kot glavnih rešitev za naslavljanje digitalne transformacije in govorili smo o vodjih, kako je pomenilo za vodje, da prenašajo zdaj to miselnost. Koliko po vašem mnenju so naše vodje v državi, v podjetjih, v organizacijah usposobljeni oziroma imajo znanje, da naslavljajo te izzive? Koliko imamo vodje močne in kaj lahko s temi vodji naredimo, da bomo dejansko to prenašali naprej, digitalno miselnost? Po želji. Ne vem, pa mogoče, če začnem jaz. Evo. Zdaj, jaz mislim, da lahko rečemo tudi po raziskavi, ki jo je A.T. Kearney naredil, je približno v 2/3 gospodarskih družb so uprave tiste, ki vodijo strateško digitalno agendo. In tudi zelo veliko gospodarskih družb in verjetno tudi ostalih javnih družb ima digitalno strategijo razvoja, bom rekel, sorazmerno dobro definirano za naslednjih nekaj let. Zdaj, strateški del iz tega vidika je seveda narejen zelo dobro. Zdaj, drug problem, ali pa drugo dejstvo, ki se seveda v teh firmah, ki se v vseh družbah pojavlja, je pa ta, da danes imaš recimo na strokovni ravni verjetno bistveno več digitalnega znanja kot na vodstveni ravni. In zato danes tudi vidimo, recimo, da uprave se skušajo strokovnemu kadru približati tudi s tem, da pridejo v službo v t-shirtih in tako dalje, ker je izjemno pomembno, da interakcija med strokovnjaki in upravo teče še bistveno boljš, kot kdajkoli je, ker na koncu je uprava pa še vedno tista, ki mora presoditi, a je neka tehnična rešitev prava in a se bo obrnila bom rekel, v nek prihodek ali profit ali ne. In tukaj zdaj nekje smo, da ideje so, kako ideje prevršiti v pravo prakso, kako narediti storitve, ki jih bojo kupci kupili in ki jim bojo všeč. Tako kot je gospa rekla prej, ne koristi nam nič, če imamo produkte in
storitve, ki jih kupci ne znajo uporabiti. A ne. Po drugi strani se moramo pa tudi takih stvari, moramo pa morda na tako stvar tudi večkrat drugače pogledati. A ne. Mi moramo z digitalnimi storitvami reševati probleme, ki jih kupci imajo, a ne, in s tem bo uporaba tega tudi, bom rekel, bistveno lažja. Hvala lepa, gospod Kancaruti. Kompetence, miselnost vodi, v tem to je zdaj debata. Izvolite. Ja. Torej, če se navežem na to vprašanje glede liderjev vodi, pa ne samo gospodarstvo, ampak vsej družbi v Sloveniji. Torej, tukaj imam podatek, da se Slovenija po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe Evropske komisije v letu 2018 uvršča na 15. mesto med članicami EU. Ali je to dovolj? Smo s tem lahko zadovoljni? Mislim, da ne. Na vseh lestvicah, kjer se uvrščamo v spodnji del, ne moramo in ne smemo biti zadovoljni. Ali je posledica tega, da smo v spodnjem delu tabele, tudi dejstvo, da morda naši vodji in v gospodarstvih in v družbi, torej tudi v politiki, absolutno niso dovolj vešči svoje naloge. Najbrž tudi, predvidevam, da ja. Zato je tukaj pomembnih nekaj vidikov. Prvič, Slovenija potrebuje, čeprav vsi vemo in govorimo nenehno, kakšno moč in kakšno priložnost imamo pri malih, srednje velikih podjetjih, pa vendarle Slovenija še vedno potrebuje velike, močne podjetje, če želite multinacionalke, kajti mislim, da ta podjetja generirajo dejansko razvoj, moč, tudi kompetence, ki so potrebne v tem svetu. Ali pa jih vsaj imajo sposobnost implicirati v prakso. Pod drugo, izjemno pomembni so tudi tuji investitorji v Slovenijo. Večkrat seveda dobimo tudi očitek, ja, pa financirate tuja podjetja, da pridejo v Slovenijo. Verjemite mi, to je majhen delček v primerjavi s tistim, kolikor damo sredstev za slovenska podjetja. Zakaj so tujci ali pa tuje podjetja pomembne? Zato, ker prinašajo nove pristope, nova znanja, nove menedžerske veščine tudi. Slovenija mora biti odprta. In kot takšna mora sprejemati tudi drugačnost v tem recimo smislu menedžerskega vodenja, upravljanja. In za konec tega sklopa bi še enkrat poudaril tisto, kar sem uvodoma povedal in citiral Bertolda Brechta, pa bom parafriziral Brechta, pa bom drugače povedal, da bo še bolj razumljivo. Smo v času, ko so pravzaprav spremembe edina naša stalnica. Super, gospod Zorko, ste hoteli? Super iztočnica. Jaz sem glih to hotel reči, da pravzaprav imamo strategije digitalizacije, imamo različne stvari, ki se nam obetajo zaradi digitalizacije, ampak se mi zdi, da ni problem v tem, kaj digitalno narediti v firmah, ampak v principu, kako na nov način začeti živeti z okoljem, kako se na nov način pravzaprav dela z ljudmi in kako na nov način pravzaprav pride do novih produktov. Kar pomeni, to je digitalizacija vzrok, ampak pravzaprav posledica je potem, da strategija se spreminja vsak dan, da moramo razumeti, kaj stranke tisti dan hočejo in v tisti sekundi, in pa da pravzaprav moramo to spraviti na star, tradicionalen način, kvalitetno pravzaprav do same stranke. In se mi zdi, da ta način transformacije naših glav vodi pravzaprav je pomembno, da začnemo odreagirati takoj. Država nima časa, da bi naredila razpis, pol leta delala, ne vem, neko strategijo, potem imela implementacijski čas 2 leti, v tem času bo čist nekaj drugega vam prišlo. In enako je pravzaprav tudi na nivoju. Zato morajo biti vse stvari, ki jih počnemo, morajo biti pravzaprav stalnica. Stalnica sprememb, stalnica prilagoditev okolju in stalnica pravzaprav temu, da začnemo razmišljati na način, kakor razmišlja pravzaprav razvit svet. Ne? Super, gospod Stančič. Jaz bi samo en kratek komentar glede veščin oziroma digitalnega DESI, torej digitalnega indeksa Evropske unije. In tukaj bi rad opozoril na to, da Slovenija v tem DESI-ju relativno dobro stoji, nekje na sredi, 15. mesto. Strinjam se z gospodom državnim sekretarjem, da bi lahko bila bolje, da bi lahko stala bolje, vendar pa je zelo zanimivo to, da za voditelje, da opazujejo, kje stoji Slovenija glede kompetenc oziroma digitalnih veščin. In tukaj je DESI indeks ugotavlja, da je Slovenija na 9. najslabšem mestu v Evropski uniji glede digitalnih veščin prebivalstva. Kaj to pomeni? Pomeni, da malenkost manj kot 50% prebivalstva ima, torej pravi, da ima bodisi torej nepopolne ali pa da sploh nima nobenih veščin na področju digitalnega. Kar pomeni torej za voditelje, da imamo na nek način zelo velike potrebe, hkrati pa se prebivalstvo samo sebe ocenjuje kot relativno nekompetentno, kar pomeni, da voditelji morajo
torej to sporočilo zelo resno vzeti in je treba nekaj narediti na nacionalni ravni, pa tudi na ravni podjetij. Skratka, vsak mora nekaj narediti zaradi tega, da se te zadeve premaknejo naprej. Super. Gospod Aleš, veliko vprašanj dobivamo. Ja. A mi prosim z miško samo označiš, recimo, katere so najbolj zanimive vsebinsko, jaz ne uspem vsega hkrati delati. Ja. Zdaj ste že opazili, da jaz skozi nekaj povem v zvezi znanja, pa kompetenc, pa tega, ne? Ampak vedno, ko govorimo o kakršnih koli strategijah, se moramo zavedati, v kakem okolju živimo. In Slovenija živi v vedno starejšem okolju. In digitalizacija v tem delu je drugačna. Ne? Ni takšna kot tista, ki jo pričakujemo od mladih, ki so se iz to zgodbo že rodili in jim je bila položena v zibelko. Ne? In Slovenija se stara, Slovenija bo v 5 letih ratala, je že najstarejša evropska država in se bo v 5 letih še postarala. Se pravi, upeljava vseh teh zadev bi morala biti v Sloveniji drugačna. Ali pa saj razmišljati bi moglo o njej. In ko govorimo pa o strategiji vodstva, ja, če vodja o digitalizaciji ne razmišlja vsak dan, potem je brez veze, da se z njo ukvarja. Ne? Okay. Tako je, kot če vodja ne razmišlja o procesih, če nima razdelanih procesov in ko govori o produktivnosti, če tega nima, pa da ima slabo produktivnost, pol ne vem o čem, zakaj sploh vodja je. Ne, ko govorimo o skupku, o katerem je treba razmišljati vsak dan in digitalizacija je ena izmed. In ko govorimo o kadrih, če ne razmišljaš o kadrih vsak dan, ne, ko recimo se pogovarjamo s kadrovskimi delavci, ko imajo probleme prekomunicirati z vodstvom, oni ne govorijo isti jezik. Ko nekdo reče, rabim 5 novih delavcev s temi pa temi kompetencami, misli, da so na trgu dela. Jih ni. Ne, se pravi, to so zadeve, o katerih je treba razmišljati in ko se pogovarjamo o učenju, ko se pogovarjamo o vseživljenjskem učenju, govorimo o vseživljenjskem učenju v družbi, v šolah in v podjetjih. Ne, in recimo jaz sem opazila, da pri vodjih imamo velik problem razložiti, da vseživljenjsko učenje v podjetjih je nujno potrebno. Ne? In ko pa kdaj dosežeš pa učinek? Ko vodstvu razložiš številke, ne? In ko nek proces, ki mora biti, ker težko je vodjo razložiti, veste, mi se gremo pa zdaj vse življenjsko učenje, pa to vpliva na osebnostno rast, okay. Pa ne, to je težko. Ko pa rečeš, da bo to pa to usposabljanje prineslo podjetju to pa to in to vrednost v številkah, pomeni nekaj drugega. Super, hvala lepa. Aleš, katero vprašanje si izbral? Med ogromno vprašanji? Sem miško gor, pa ga jaz preberem. Tole, tega, ali obstaja plan, katerega? Tole, katere osebne vrednote so ključne za uspeh evropskega prostora na področju digitalizacije pri posamezniku in družbi? Ta? Zelo evropski. A za tega glasujete? Meni je to zelo meta vprašanje. Aleš, izkaži se, ajde. Tale, ja, meni tudi ta bi všeč. Ok, dajmo tole pokomentirati. Digitalizacija kot priložnost izboljšanja slabega procesa. Pika. Tehnologija sama po sebi ne zmore izboljšati slabega procesa. Prej smo govorili o zavedanju po tehnologiji. Lahko to mečkam pokomentiramo. Ja. Mogoče lahko jaz kakšno besedo na to temo rečem. Zdaj, digitalizacija slabega procesa verjetno ni glih ta prava, ne, ni smiselna. Verjetno je treba najprej urediti proces, potem ga pa lahko digitaliziramo. Ne. In
zdaj ena velika razlika je med digitalnimi procesi in normalnimi procesi, mislim, nedigitaliziranimi procesi. Če nedigitalizirani procesi ali pa nedigitalizirano procesno vodenje omogoča še neke napake, korekcije in tako naprej, potem digitalni tega ne omogočajo. In najpomembnejši in največji problem pri digitalizaciji procesov je običajno disciplina podatkov. Ker če nimamo urejenih podatkov, ker algoritme se naštima, algoritmi delajo, vendar če podatki niso pravi, če upravljanje z temi algoritmi ni pravo, potem digitalizacija procesov ne funkcionira. Tako da digitalizacija vnaša bistveno več reda v življenje, kot pa recimo, bom rekel, analogen pristop. Ja, analogno lahko malo hvataš krivine, smo včasih rekli, digitalno imaš podatke, a ne? Gospod Zorko? Imam jaz še en komentar. Digitalizacija kot taka v principu je orodje, ne? To se pravi, je nekaj, s katero dosežemo nek cilj. Ampak po drugi strani nam digitalna orodja, podatki, pa vse to, kar imamo, plus znanje, ne, ki ga pravzaprav ljudje morajo imeti, in pa hkrati želja po nečem novem doseganju ciljev, omogočajo pravzaprav višji nivo inovacij. Kar pomeni, če hočemo pravzaprav te stvari doseči, rabimo vse te komponente zaradi tega, da so pravzaprav te inovacije ali pa rezultati teh inovacij učinkoviti. Tako da se mi zdi, da je možno. Tudi po drugi strani moramo pa sprejeti standarde, o katerih je bilo govora, ne? To se pravi standardi, kako so podatki urejeni, kaj moramo tako narediti, ampak vse te kombinacije pravzaprav brez tega, da bi ljudje razumeli, kaj hočejo, brez tega, da bi inovirali, brez tega, da bi vsak dan se ukvarjali z temi višjimi cilji, ne moramo narediti, je pa veliko lažje. Brez digitalizacije so te procesi, se pogledate, velike firme so lahko spele v enem letu, so ratele milijardne firme, veliko hitreje lahko pridemo do cilja. Super. Če jaz delim mnenje, torej, če pogledamo v zgodovino in dokazano zgodovina se ponavlja, smo pravzaprav pri vseh velikih spremembah, transformacijah, bodisi, pa ne bo to parni stroj, ne bo to računalnik, torej doživeli tudi spremembo procesov. In v središču teh sprememb je pravzaprav človek. Za človeka se mi zdi, se je najbolj spremenilo v eni in drugi revoluciji, do katere smo bili zdaj priča, največ. In saj ne nazadnje človek je tisti, ki si takšne stvari ali pa te zadeve izmišlja zato, da mu je v bistvu lažje, da je bolj učinkovit. In mislim, da lahko upravičeno pričakujemo in da se bo pravzaprav tudi širina ali pa moč tokratne digitalne transformacije, če želite revolucije, kazala prav v tem, kaj to pomeni za človeka, za njegovo pravzaprav življenje, za njegovo storilnost, učinkovitost. In jaz sem prepričan, da tako kot smo do zdaj v zgodovini, bomo tudi zdaj to znali, pri čemer je pa tukaj ena nevarnost, ki jo do zdaj ni bilo. In nevarnost, umetna inteligenca, da le ne bi šlo predaleč. To poznamo, ja, ta strah. S tem se bomo ukvarjali mogoče čez par let ali pa to hitreje. Rad bi še šel z vami eno igrico, in sicer poznate termin igrifikacija, gamification, kjer mečkaj poigramo. In me zanima, kaj bi rekli z dvigom rok, če je to 10, to je pa nič, kako pripravljeni smo v Sloveniji na digitalizacijo, na digitalno transformacijo? A vas s tem preveč sočam z... Ja, vi dvignete roko, to je 10, to je pa nekje nič, da nismo pripravljeni. Ne upam pokazati, ker bi to bilo Hitler, mislim, nacistični znak, simbol. Dobro, ampak tukaj, lahko tako pokažete, ne? Ok, tukaj pa do tukaj nekje smo. Dobro, ok, hvala lepa. Ok, dajmo pogledati, kaj pa dobre prakse. Dobre prakse v Sloveniji, ki bi jih lahko izpostavili kot motivacijo, pa rekla, tole nam je pa super in smo mogoče vzor drugim državam, evropskim državam in da nam je to lahko neko gorivo za naprej, na katerih lahko gradimo digitalno preobrazbo in smo ponosni na to. Kakšen kot primer, ki ga poznate na naših tleh? Torej, na kratko, res super primer, na katerem gradimo skupaj, v tem primeru z gospodarstvom, s podjetjem, pa tudi raziskovalno sfero. Gospod Kostler je tudi danes tukaj in bo, verjamem, v tem kaj več povedal. V enega izmed ciljev na našem ministrstvu smo si zadali, da mora Slovenija v naslednjem relativno kratkem obdobju postati eden izmed centrov slovenske industrijske robotike. Z tujo investicijo
ki je prišla v Slovenijo, z znanjem, ki ga že imamo odprej v Sloveniji, z nadgradnjo tega znanja, ki pravkar poteka na nivoju podjetje, fakultete oziroma univerza, z pomočjo, ki jo država že zdaj ponuja, pa načrtuje še dodatno okrepiti to z večjih resorjev. Mislim, da lahko smo tukaj za zgled tudi ostalim delom po Evropi. Gospod Stančič? Jaz bi zgolj en komentar dal, in sicer glede na, seveda, dobro, da Slovenija ocenjuje svoje stanje, ampak tisto, kar opazujemo na ravni Evropske unije, je, da prehod na digitalizacijo za določena podjetja zelo enostaven. Predvsem govorimo o tistih večjih podjetjih, ki pravzaprav se s temi digitalnimi izzivi zelo dobro soočajo. Točno vejo, kakšni so izzivi, vejo, kakšne so priložnosti, imajo strukture, ki te stvari upravljajo in grejo zadeve zelo lepo naprej. Hkrati največji izziv, ki ga pa imamo na ravni Evropske unije, so pa majhna pa srednja podjetja. Zakaj? Zato, ker pravzaprav spet nimajo kadrov, nimajo znanj, nimajo strategije in zelo velikokrat se pravzaprav zadovoljijo z nekimi majhnimi koraki, ki lahko pravzaprav dosežejo zgolj neko preživetje. Zato nam je toliko večje veselje, ko vidimo, da v Sloveniji pa obstajajo majhna posredna podjetja, ki zagrabijo priložnost digitalizacije za roge in naredijo revolucionarne spremembe. Imate podjetja, ki pravzaprav spet so v avtomobilski industriji, ki imajo popolnoma avtomatizirane proizvodne linije, popolnoma robotirizirane proizvodne linije od začetka do konca. In so lahko po svojem načinu delovanja, po organizaciji, po dodani vrednosti zaposlenega vzor za vsa evropska podjetja. Skratka, zdi se mi pomembno, da na nek način to digitalizacijo razumemo, na katerih segmentih gospodarstva so ključni izzivi in potem kako tem, po moje, predvsem majhnim srednjim podjetjem pomagati, da se s temi izzivi ustrezno soočajo. Evo, tako nadaljujem, dve super vprašanji gor na zaslonu. Kako naj država pomaga gospodarstvu pri hitrejši digitalni preobrazbi, plus država na razpise prave projekte, kako, s katerimi javnimi sredstvi lahko država oziroma javna uprava pomaga in kam sploh planiramo vlagati javna sredstva za boljšo digitalizacijo? Lahko še naprej eno. Lahko pa se vrnemo na to, ja, velja. Meni se zdi samo še to, kar je bilo mnenje o malih in srednjih podjetjih. Pozabljamo, da pravzaprav Slovenija na nekaterih področjih je izredno naprej. Če pogledamo elektronske evidence v podjetjih, recimo mi rečemo finančne aplikacije in podobno, mi imamo pravzaprav 100% pokritost malih in mikropodjetij pravzaprav s tovrstnim poslovanjem. To se prav ne uporablja se več fizičnih evidenc, če pogledamo v Avstrijo ali pa na Madžarsko ali pa v Nemčijo, je tega veliko več kot pri nas. In čeprav je bila to prisila države takrat, da se je moglo tako delati zaradi pravzaprav poročanja in tako naprej, je to bil prednost. Pogledamo, smo šli v e-račune. Smo šli v e-račune relativno, se smo jamrali, ampak naredili smo, ne vem, skupaj z državo 400 dogodkov na to temo. Smo skupaj uskladili standarde, smo se skupaj ukvarjali v principu, kaj ne država dela. Tako da to je recimo drug. Zdaj recimo se prihaja v FRP, to se pravi finančno poročanje malih podjetij, kjer bi bankam poročalo avtomatsko vsak dan lahko, da dobi takoj kredit v 15 minutah. To se pravi, to so stvari, ki podjetniki, pa ne govorim samo o robotizaciji, ampak čisto v takih vsakdanjih zadevah, kjer jih mala podjetja jih zanima, sodelujejo, komentirajo, se ukvarjajo in se mi zdi, da tukaj je sodelovanje države pa gospodarstva izredno pomembno in tukaj smo dobri, nismo slabi. No? Super. Zdaj se vračamo, kje smo zdaj? Na katerem vprašanju? Ja, na državi. Aha, super, velja. Torej, vse veste, kako gre tista svetopisemska, ne, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Krčem, pa ne, da je država Bog v tem kontekstu, ampak Bog ne dej se zanašati samo na državo pri implementaciji in tej digitalni transformaciji, pa vendarle. Vendarle imamo kar nekaj sredstev v tej finančni perspektivi namenjenih podjetjem za tudi to digitalno transformacijo. Konkreten primer za e-poslovanje. To je bil po mojem eden prvih razpisov, ki smo ga pravzaprav oblikovali skupaj z Združenjem Zbornico in je bil izjemno uspešen. Mislim, da smo več kot 100 podjetjem omogočili financiranje in to z nepovratnimi sredstvi za procese digitalizacije in takšne primere je potrebno seveda nadaljevati. Torej, predvsem pri formiranju, koncipiranju razpisov ne moremo, ker ne vemo vsega na ministrstvo. Čeprav imamo neke okvirje, ki so dani znotraj Evropske unije in s tem operativnim programom, ampak vendarle tukaj je dovolj manevrskega prostora, da če bomo skupaj rekli, to je pomembno, podjetja si to
to želijo, potem bojo ti razpisi seveda še bolj učinkoviti. To je ena, druga pot pa že omenjeni tako imenovani SRIP, strateško-inovativna razvojna partnerstva, kjer torej je IKT, sem že omenil, horizontalni ukrep, za te namenjamo kar precej sredstev in bomo tudi v prihodnje. In pa ne nazadnje tudi pravkar smo razpisali razpis za pilote, tako imenovane pilote, torej več kot mislim, da je 57 milijonov evrov do konca te perspektive, kjer bodo podjetja spet lahko kandidirala za sredstva in jih porabila za neke demo pilotne projekte na tem recimo tudi digitalnem ali pa transformacijskem področju na poti v digitalizacijo. Tako da sredstvo je kar precej, večina jih je namenjena, to je dobra informacija za mala in srednja podjetja in predvsem naša vrata so vselej odprta in bi tudi pozval, naj bo to nek apel podjetjem, naj se oglasijo, naj pridejo pa da skupaj vidimo, kje so možnosti, ki jih lahko ponudimo kot ministrstvo oziroma država. Evo, povabilo k akciji. Ja, gospod Stančič najprej, sam dodatno vprašanje vam še dam, kar je glih za vas. Koliko EU sredstev je slovenskim podjetjem na voljo na temo digitalizacije in kakšen je procent izkoriščenosti teh sredstev, če morda veste? Moj odgovor, jaz bi začel s tem, da ni samo vse v denarju. Zelo pomembno je, da seveda je vizija na ravni podjetja, ampak na ravni Evropske unije je potrebno poudariti, da mi smo izpostavili prehod v digitalno kot eno od ključnih 10 prioritet Evropske komisije. Kaj to pomeni? Pomeni, da torej treba odpraviti vse te ovire, ko so za delovanje digitalnega enotnega trga. S tem pravzaprav se ustvarja tržišče, se ustvarjajo priložnosti in to je pravzaprav predpogoj za tega, da lahko digitalno cvete. Kakšne so pa potem konkretno finančne torej možnosti za spodbude? In veste, da so pravzaprav lahko tako ali drugače evropski strukturni skladi, ki jih je že omenil gospod Cantarutti. Veste, da obstaja program Obzorja 2020, kjer imate celo vrsto različnih segmentov, ki so zanimiva, bodisi za raziskovalne torej organizacije ali pa za podjetja. Imate poseben inštrument za majhna srednja podjetja in tega denarja je kar precej, mislim, kar je pomembno, je to, da ta denar pravzaprav ni alociran za posamezne države članice, ampak je tisti, ki imajo boljše ideje, pravzaprav lahko uspejo. Zelo pomembno je, da tudi izzive, s katerimi se soočamo, bilo je omenjena prej umetna inteligenca, smo zdaj pripravili poseben program v obsegu 1,5 milijarde evrov, tako da spet to je denar, ki pravzaprav Slovenija je tudi pristopila k temu programu, je pa to pravzaprav konkurenca znotraj Evropske unije. Zdaj mogoče še ob tej priložnosti, da povem, kakšne so, torej zdaj ta zdajšnji program se bo zaključil leta 2020 in potem pripravljamo pa naslednjo finančno perspektivo za po letu 2021. Tukaj je zelo pomembno, da se zavedate, da na eni strani imamo program Obzorje Evropa, raziskave in inovacije, ki ne bi imel več denarja, kot do zdaj, bistveno več. Potem predlagamo poseben nov program, ki se imenuje Digitalna Evropa za 9,2 milijardi evrov. Pomembno je pa, da tudi obstaja Evropski socialni sklad, vse skupaj 100 milijard evrov, več kot 101 milijardo evrov, ki je pravzaprav omogoča tudi podporo digitalne transformacije ravno za zaposlene, za nove veščine, nova znanja in podobno. Tako da teh priložnosti je veliko, je pa vedno znova pravzaprav razen kohezijskega denarja in torej Evropskega sklada za regionalni razvoj značilno to, da ni alociran že vnaprej za posamezne države članice, kar pomeni pravzaprav priložnost za te, ker če bo Slovenija imela dobre projekte, če bo imela dobre torej predloge, bo lahko tudi uspešna. Zdajšnji rezultati kažejo, da Slovenija na tem področju, glede torej, ki je tekmovanje v, če rečem, ligi prvakov znotraj Evropske unije, relativno uspešna. Torej dobi denarja precej, kar pa ne pomeni, da ne bi mogla biti še boljša. Ja, jaz bi v tem delu pač samo opozorila na naše projekte. Noben od naših projektov, ko govorimo recimo o kompetenčnih centrih, pa govorimo o projektih po kreativni poti do znanja, govorimo o inovativnih študentskih projektih. Noben ni namenjen digitalizaciji kot taki,
ampak je v bistvu, bom tako rekla, je digitalizacija ratala stranski produkt teh projektov. Tudi recimo celovita podpora starejšim. Ko govorimo o izobraževanju in usposabljanju, v teh projektih podjetja sama kreirajo, kaj bojo izobraževale in usposabljale zaposlene. Ne? In tudi, ko se mrežijo v kompetenčnih centrih, tudi v povezavi s SRIP in tako naprej, nikoli ne narekujemo, kaj se morajo izobraževati oziroma usposabljati. In iz tega je išlo, da več kot 50% podjetij usposablja in izobražuje za digitalizacijo. Kakorkoli pogledamo, tudi inovativni projekti za študente po kreativni poti do znanja krepijo digitalne kompetence študentom. Tako da je v bistvu ratala zadeva, se pravi digitalizacija kot nek stranski produkt naših projektov in recimo tudi današnja konferenca je išla ven iz potrebe podjetij po digitalnih kompetencah in zaradi tega smo jo postavili na horizontalno raven. S tem, da smo recimo, eden izmed takih projektov je tudi recimo design management v podjetjih. Je prav tako horizontalna zadeva in v bistvu je išla iz podjetij. In jaz vidim v tem delu naše projekte kot te, da pač omogočajo podjetjem, da si na lastno kožo, na lastne potrebe izobražujejo svoj kader. In ga izobražujejo pač v veliki meri, v bistvu največji meri, ravno z vidika digitalnih kompetenc. Super, hvala lepa. Ja, na kratko, ker gremo v zaključne misli. Hvala za vsa vprašanja, jih bom naslovil na poseben način, samečkan. Ja, gospod Zorko? Jaz bi samo mogoče opozoril na to, da ratujemo s časoma multipraktike. Včasih smo hodili v službo za določeno nalogo in zdaj moramo imeti kar naenkrat na tem delovnem mestu veliko število teh delovnih nalog in predvsem reševati probleme. In težava je v tem, da ne vemo, katere probleme rešuje. Jaz mislim, da ima država premalo informacij o tem, kje probleme in kje kompetence na kakšen način moramo spodbujati. Po drugi strani pa firme težko izobražujemo za določeno delovno mesto človeka, ker so ljudje zmeri bolj fluidni, zmeri bolj hodijo iz enega delovnega mesta na drugo, se selijo v različnimi firmami in tudi zmeri bolj se pričakuje, tudi na Evropski uniji smo že gledali v tem, da bo človek zasedel v principu 5 delovnih mest naenkrat, enega popoldne, enega zjutraj, enega tako in je v tem, da če boš ti kot firma izobraževal tega človeka za eno področje, je to za njega premalo. Kar pomeni, izredno pomembno je, da ustvarimo neke vrste platformo, v kateri bomo skušali slediti potrebam po kompetencah v podjetjih in po drugi strani v kompetencah, ki ljudje imajo in v katere hočejo iti, to se pravi tudi želje. In da bi po mojem mnenju je nujno neke vrste partnerstva, v kateri podjetja, ljudje in pa država skupaj oblikujejo pravzaprav potrebe, cilje in pa pravzaprav programe za izoblikovanje teh ciljev razvoja kompetenc za posameznika. Ker firma ne more tega delati sama. Lahko dela z lokalno skupnostjo, lahko dela z državo ali pa obratno, država tega ne more delati sama. Tako da tukaj mislim, da je nuja. Druga stvar pa mogoče samo tako, mi bomo predsedovali tudi Evropski uniji v relativno kratkem času in mislim, da je to ena od tem, v katerih se bi Slovenija mogla izjasniti in pa začela nastopati enotno. Ne samo, da je kvalitetno ministrstvo za gospodarstvo ali pa ministrstvo za šolstvo in tako naprej, ampak celotna vlada bi mogla imeti to kot cilj, v katerem pravzaprav, ker je preveč, tako kot smo govorili, da vodje morajo videti vse, morajo tudi pravzaprav država videti vse. Dajmo kar tole združiti v zaključne misli vaše. Konkretni načrti, konkretne akcije, ki jih želite videti tako v vaši organizaciji, kot v državi, kot v družbi za boljšo digitalizacijo, digitalno preobrazbo v našem okolju. Čim bolj motivacijsko za dobro popotnico konference. Ja, jaz bi mogoče samo eno stvar najprej. Mislim, da je zelo dobro slišati to ali pa lepo slišati to, da je denarja za razvoj digitalizacije sorazmerno veliko. Zdaj, tisto, kar bi bilo po moje treba stremeti tudi je, da so postopki za pridobitev tega denarja v gospodarskih družbah čim bolj enostavni. Ker digitalno tudi pomeni agilno, pomeni tudi precej rizično in pa pri vsem tem se moramo zavedati
tudi to, da po raziskavi IT Kearneyja še vedno 75% digitalnih projektov ne uspe tako, kot so bili zamišljeni. To seveda tudi pomeni, da potem pri pridobivanju teh sredstev je treba take stvari upoštevati. Zdaj, kar se pa tiče bom rekel, naslednjih korakov uvajanja, pa jaz mislim predvsem tako, no, na eni strani je seveda se treba zelo veliko ukvarjati z izobraževanjem, pač danes moramo pač vsi razumeti uporabo, bom rekel, vseh, mislim, ali pa večine digitalnih orodij in biti seveda izobraženi toliko, da lahko tisto, kar nam kaj se v končni fazi država, podjetja ali rešitve nudijo, da smo v stanju izkoristiti to. Ne koristiti, ne vem, elektronska banka, če ne znaš uporabljati elektronske banke, rekel zdaj tak klasičen primer. In tisto, kar pa na podlagi mojih ali pa naših izkušenj lahko rečem, je pa v gospodarskih družbah je potreben fokus, je treba neki področji izbrati, na katerih se dela v smeri digitalizacije in pa jeti za postopnimi koraki in se sproti učiti. Sprav, korak za korakom, pa tudi potem preveriti, ali, bom rekel, tako uporabniki na drugi strani kot zaposleni znotraj, bom rekel, tovrstne rešitve sprejmejo ali ne, ker marsikdaj je, bom rekel, odlična tehnična rešitev neuporabna na recimo trgu ali pa pri kupcu, ker enostavno jo ne rabijo. Super, hvala lepa. Dajmo biti še bolj konkretni, če lahko. Katere smeri, katere akcije, to so vaše zaključne besede. Ja, po želji, evo. Torej, zgolj na evropski ravni jaz bi rad poudaril, da mi mislimo, da je glavni cilj pravzaprav nadaljevati na področju te digitalne koalicije. Kaj to pomeni? Mislim, Slovenija je v relativno kratkem času postavila to digitalno koalicijo, namen je povezati različne deležnike, zaradi tega, da te stvari premaknejo naprej. Vidimo, da se kar precej dogaja, veste, v Evropi imamo teden kodiranja, glavno prejšnji teden je potekal, potem imamo Evropski teden poklicnih kvalifikacij. Skratka, cela vrsta nekih aktivnosti, ki jih je pa potrebno tako ali drugače povezati skupaj. Tako da mi ocenjujemo, da ta digitalna koalicija je eden od inštrumentov, ki lahko te zadeve skupaj pač poveže in pomakne malenkost naprej. To pa seveda ne pomeni, da s tem lahko, torej da smo lahko zadovoljni. Ena od zadev, če smo že na zaključnih besedah, ki jih danes nismo omenjali, jaz mislim, da je potrebno izpostaviti vloga žensk. Tega danes sploh nismo, tega se nismo dotaknili. Veste, da žensk v ICT-ju jih je praktično zelo, zelo malo. To ni dobro, to pomeni, da pravzaprav govorimo o prihodnosti družbe brez 50% človeškega kapitala, ki ga imamo. Govorim zgolj iz tega vidika in to ni dobro, zato je potrebno narediti predvsej, da gledamo, kako lahko mlade punce potegnemo tako v ICT, torej ožji del, kot tudi v to, da pravzaprav na kateremkoli poklicu so, delajo, imajo digitalne kompetence. Seveda je to lažje reči kot narediti, ampak mislim, da ta signal z digitalnimi vzornicami, torej oziroma vzornicami na digitalnem modelu, na tem digitalnem področju lahko naredimo en korak naprej. Zelo pomembno je pa, da vsak, veste, moramo se izogniti temu, da bomo ena drugega kazali s prsti, torej to naredi ti, to naredi ti, to naredi. Skratka, hočem povedati, da določene stvari lahko naredimo na evropski ravni, se mi zdi, da precej delamo. Na tem področju, tudi sem rekel, ena od 10 prioritet Junckerjeve komisije je digitalno. Potem določene stvari pa moramo narediti na ravni države ali pa regionalni ravni ali pa seveda na ravni podjetij, posameznikov in podobno. Vsak mora prevzeti svojo vlogo in narediti konkretne korake na tem področju naprej. Super, hvala lepa. Naslednja zaključna misel? Je mogoče, glede na to, da se pogovarjamo tudi o kompetencah, jaz bi zaključila takole, no. Gre za spremembo mindseta.
Tle so bila vprašanja, se pogovarjamo o digitalizaciji podjetja, se pogovarjamo o digitalizaciji države. Ne, pogovarjamo se o digitalizaciji človeka, posameznika, ne, ki se digitalizira drugače v delovnem okolju, kot se digitalizira v državi. Če ne bomo v tem delu, kot sem razumela, skupaj prevzeli vsak svoj del odgovornosti in se ne izgovarjati, kdo kaj ni naredil, ampak šli v to, da gremo naprej, bomo lahko vsi skupaj prišli naprej, drugače ne bomo. Pa še nekaj, mislim, da je čas, da se nehamo pogovarjati o poklicih prihodnosti. Mislim, da tega zelo kmalu ne bo več. Morali se bomo začeti pogovarjati o kompetencah. Katere kompetence grejo? Danes smo se tudi pogovarjali o fluidnosti in tako naprej. Se pravi, v prihodnosti enega delovnega mesta ne bo več. In tako, kot sem rekla že na začetku, spremembe so tako hitre, da če v njih ne razmišljamo in ukrepamo vsak dan, bomo zadaj. Kot Slovenija pa mislim, da smo zelo dobri. Ne samo, da smo tam neki, ampak da smo zelo dobri napram drugim. Čeprav recimo je bil tam en primer, kako doma, jaz v mojem skladu imam 80% informatičark, tako da mi smo ženske. Tako da, ko pa govorimo o digitalizaciji sklada, vam povem tako na hitro, naš sklad ima 12 samostojno delujočih informacijskih sistemov in v 5 letih predvidevamo, da bomo prišli na brezpapirniško poslovanje. To je naš cilj, se pravi, in digitalizirati vse procese, ki jih na skladu imamo. Mogoče se sliši lahko, saj niste toliko veliki, imamo kar veliko dejavnosti, razpisi, to, kar delamo iz vidika črpanja evropskih sredstev, je samo en del delovanja našega sklada. Tako da se zavedamo in na tem delamo vsak dan. Tako da jaz se trudim, da to, kar govorim vam, govorim tudi in delam tudi pri sebi. Super, hvala lepa. Mogoče mi na Gospodarski zbornici Slovenije se tudi vidi mogoče na samih aktivnostih, ki jih imamo. Digitalizacija ni več samo stvar IT podjetij, ampak je pravzaprav digitalizacija naš skupen projekt. Zelo nam manjka pravzaprav motiviranosti ali pa motivacije, predvsem teh kadrov, ki se jim zdi to logično. Govorimo o mlajših, teh, ki prihajajo, se jim zdi to stvar normalna, pa ni, ne. In se mi zdi, da bi mogli nujno več vlagati pravzaprav tudi v osnovno, srednjo šolo, fakultete, to se pravi v ta del, izobraziti učitelje. Če smo mi učitelji teh mladih, tudi kot menedžer in tako naprej, bi mogli več v to vlagati, mlade uprave in podobno. Se mi zdi, da smo kar pozabili o tem, da ni vse napiše vse na Facebooku pa na stvareh, ampak da moramo pravzaprav jeti skozi neke programe in neke stvari, da bojo te kompetence. Ena taka kompetenca, recimo, na katero, ne vem, jaz vidim, da je zelo pereča, je recimo sprememba regulative. Mi imamo lansko in letošnje leto, koliko imamo enih 100 zakonov, podzakonskih aktov se nam bo spremenili zaradi digitalizacije, ampak zares se spremeni, ne vem, zakonodaja na področju zaposlovanja in tako naprej, sploh ne vezan digitalizacijo. Tako da se mi zdi, da to sodelovanje, mentorstvo in pa znanje učiti tiste, ki učijo, ne, in pa hkrati narediti sistem tak, da se bojo na koncu tudi punce vključile ali pa recimo fantje v tiste stvari, ki so bolj sociološke. Primer je recimo prišel v Srbiji, pa večina informatičark žensk, zato ker izhaja iz matematične fakultete. Tako da taka majhna stvar je lahko velika sprememba, ali pa pridemo kot svetovalci v Evropo, pa ugotovimo, da je v Sloveniji so finančni svetovalke v glavnem ženske, v Evropi pa v glavnem moški, ne? Tako da te stvari so odvisne. Tako da jaz bi mogoče to in pa zelo spodbujal večje vključevanje pa aktivnosti na področju digitalne koalicije, iz katere jaz predsedujem v tem trenutku, tako da imamo ogromno operativnih problemov, pa po drugi strani ogromno motiviranih ljudi, ki zraven prispeva in delajo vsak dan. Hvala lepa, še gospod Kantaruti. Torej, če poskušam svojo zaključno misel umestiti v kontekst naše dvodnevne konference, bi dejal takole. Danes se lahko pogovarjamo o kompetencah, ki so pomembne za industrijo 4.0, za ta del digitalne transformacije, zato da bodo koraki, v katerih je bilo govora, v podjetjih, v gospodarstvu, učinkoviti, uspešni. Jutri za to ni več časa. Jutri se moramo pogovarjati o kompetencah, o znanju, o veščinah,
ki bodo pomembne za to, da bomo digitalno transformacijo prenesli v vse sfere družbe. Govorim o družbi 5.0, bi rekli Japonci, Society 5.0, kot rečejo, kjer so že relativno daleč. V Evropi mislim, da še ni toliko ta koncept, si pa želim, da bi bila prav Slovenija eden izmed vodilnih na tem področju. Oblikuje se že medresorska delovna skupina, ki bo resno zagrizla v to, kako družbo 5.0, torej prenos vseh stvari, ki nam jih prinaša digitalna transformacija, od umetne inteligence do interneta stvari, do, če želite, veriženja blokov in tako naprej, prenesti na vsa polja družbe. Zakaj je tukaj pomembna bližina z Japonsko ali pa primerjava z Japonsko, ker smo si kot družba, in to smo tudi danes slišali, zelo podobni v kontekstu staranja. In zato bo to, da bomo vse te stvari prenašali v družbo, izjemno pomembno. In želim si, moja osebna želja je, da bi Slovenija v drugi polovici leta 2021, ko bo predsedujoča, postavila na mizo in rekla, lejte, Evropa mora iti tudi v tej smeri. Hvala. Hvala lepa in en velik aplavz za naše govorce.